Jaz sem pa zdaj ugotovil eno zelo zanimivo stvar, kar se tiče same matematike te zgodbe. Jaz jo bom tudi danes preposlal doktor Marušiču iz koprske univerze. On je naredil par analiz o tem, bi rekel, on je razvil določene matematične modele okoli te zgodbe covid v Sloveniji. Kajti glejte, zelo zanimivo je, če vi pogledate podatke, podatke, ki so javni podatki. Zdaj v Sloveniji je do zdaj za covidom umrlo okoli, imam tu podatek, 1547 ljudi, naše pa okoli 2 milijona 100 tisoč, ne. V Kitajski je pa, sem dobil podatek o mrtvih, do zdaj 4634 ljudi, njih je pa 1 milijardo pa 420 milijonov. Zdaj, po zelo preprosti formuli, ne, če vi število umrlih, ne, v Sloveniji delite število prebivalstva, dobite neki koeficient. Če isto naredite na Kitajskem, število umrlih s število prebivalstva, dobite en koeficient, in če hočete videti razmerje med temi dvemi koeficienti, je pa tu potem to en, ne da. In to se da hitro izračunati, da je v bistvu umrljivost za covidom v Sloveniji 225-krat večja kot v Kitajski. Zdaj, številke ta podatek dajo ven, jaz tega niti ne bom komentiral, ker enostavno bi rekel, nimam ideje, kako je to mogoče, da je v Sloveniji, pa izgleda tudi v enih evropskih državah, umrljivost tako velika, ampak definitivno mogoče bi se bilo smiselno povezati s Kitajci pa jih vprašati, čujte, kako vi to zadevo delate, ne, kako vi, bi rekel, kako vi rešujete koronsko krizo, če imate tako dober rezultat. Mogoče bo tudi, ne vem, profesor Marušič imel kakšno idejo, skratka, mene je ta zadeva izredno presenetila in pač jo dajem zdaj v eter in želim vam lep večer.